fotografije. V bistvu še dobro, da tam ni signala, ker če ne, res ne vem, kako bi se mi kdarkoli od tam spravila. Res sva uživala, zaradi tega, ker ni bilo nikjer nikogar, čisto sami smo bili. Pa še tako vsako jutro sem se šla, ko je bilo še mrzlo skopati in potem vsa sproščena nazaj na kavč ali pa celo nazaj spat. Tako da res je bila tako sproščujoča 2 dni. Ja, res, ta žirafija je res nekaj posebenega, ker si 40-50 km v notranjosti puščave, kjer ničesar ni, ko so pa tam kar te vroči vrelci, ki so res vroči, tako da je res ful zanimivo vse skupaj. Gremo pa zdaj ven na isto mesto, ker smo prespali, preden smo prišli sem, v bistvu zato, da prideva do signala, ker se je naj mini dopust končal. primeru bi pohitela, ampak verjetno pa ne bi toliko hitela, kot bova v naslednjih dneh. To je pa zaradi tega, ker se bomo verjetno spet dobili s tistimi prijatelji gor v Anti-Atlasu in ker se njima bolj mudi kot nama in ker sta tudi že bolj na severu in bomo nekako ulovila. Tako da zdaj naslednje dni bomo res kar več kilometrov, kot smo vajeni delali. Ja, danes nas čaka vsaj 300 kilometrov. Vmes se moramo ustaviti še v Buždurju, kjer bomo probali spet zrihtati internet neomejen, če bo ratal. Pa potem malo naprej je še eno mesto Varsa, ki je tako bolj industrijsko in tam lahko
Danes smo prevozili veliko več, kot smo pričakovali. V bistvu sem mislila, da se bo že pri mestu Tantan oziroma ob morju ustavila, ampak je bila pol dosti malo ura, pa so rekla, da bo še nadaljevala, da bomo lahko jutri prišli že do Tafrauta, kjer se bomo verjetno dobili s tema prijateljama. Prevozili smo danes tako 470 km, kar je res kar veliko. Zdaj smo glih prek Drokovimi inštrukcijami prišli in ujutro imamo potem še koliko 160, če bo šlo. Bomo videli, da bo malo slabše ceste tukaj. Čez Zahodno Saharo je res dobra cesta. Smo se pa zdaj res uradno poslovili od Zahodne Sahare, tako da zdaj se začenja malo manj prahu, pa malo više cene nafte. Ja, je pa to za ta vlog, pa se vidimo v naslednjem. Dio.